Na začetku bi rad opozoril na nekaj, kar je posredno povezano s primerom, o katerem smo se danes pripravili. Več kot teden dni že minilo od izreka prvostopne sodbe. Mediji in tudi nasplošno ljudje se zelo intenzivno ukvarjajo s tem primerom in to je najboljši način, da vladajoča koalicija med tem potihoma in pod mizo sprejme ukrepe, o katerih bi sicer morali ravno tako intenzivno razpravljati, kot že 10 dni razpravljamo o primeru Patria ali pa celo še bolj. V tem času je vlada dala osnutek nesprejemljivega zakona o davku na nepremičninah, ki bo prizadel vsakogar v Sloveniji, je potihoma postavila na cesto tuje nadzornike v nadzornih svetih obeh največjih državnih bank, Nove Ljubljanske banke in Nove Kreditne banke Maribor, torej prav tiste nadzornike, ki imajo izkušnje s sanacijo bank in se jih očitno hotela znebiti, ker noče imeti kontrola. Kaj je vlada med tem še sprejela med tem času in kaj še bo med tem, ko bo pozornost javnosti usmerjena pač v tole, ker je sicer upravičeno, ampak vendarle nam v tem trenutku sploh še ni znano. Zavedli se bomo vsega tega šele takrat, ko nas bo vse skupaj pošteno začela boleti glava. Toliko za uvod. Mislim, da sem to moral povedati, kajti ne moremo mimo dejstva, da pač nekatere zadeve, ki bi morale biti zelo pozorno obravnavane in da bi morale biti vlada in vladajoča koalicija pod ostrim nadzorom javnosti, to pač ni uresničeno. Zdaj pa k primeru Patria. Mi bomo danes na tem mestu obravnavali pretežno pravna vprašanja. Ustavno-pravna vprašanja so tista, s katerimi pač začenjam. Jaz sam sem že ob začetku tega procesa opozoril na številne ustavno-pravne pomisleke v zvezi s tem procesom. Na nekaj v njih je opozoril že kolega Drago Demšar, namreč na izjemno visoko stopnjo nedoločenosti in nejasnosti v tako občutljivi pravni zadevi, kot je kazensko-pravni postopek, ki sicer temelji na načelu najvišje stopnje določenosti tako uporabljenega prava, kot tudi vseh drugih dejanj, ki jih vodijo državni organi v tem postopku. Kajti znižanje stopnje določenosti pomeni znižanje pravnih standardov. Te pravne standarde pa ne veleva samo veljavna zakonodaja v kazenskem postopku, ampak jih seveda tudi obravnava ustava, obravnavajo jih tudi številni mednarodno-pravni akti, ki jih je Slovenija sprejela in ki Slovenijo zavezujejo. Tu imamo v mislih predvsem Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Oba dva dokumenta govorita o poštenem, to je konvencija o človekovih pravicah, ki zahteva v 6. členu pošteno sojenje, in listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ki v drugem odstavku 47. člena zahteva pravično sojenje. To sta dva pojma, ki sta na drug način utkana tudi v slovensko ustavo, ne s takimi izrazi. Ustava na tem mestu uporablja nekoliko drugačno izrazoslovje, vendar v bistvu to pomeni isto. Vsa ta načela pomenijo nedeljivo ustavno-pravno celoto in seveda pomenijo ključna varovala, ne samo za obdolžence v tem postopku, obsojene brez dokazov, ampak tudi za vsakogar, ki se lahko vnaprej znajde v takšnem postopku in
seveda ta varovala so tista, ki se jim ni mogoče odpovedati. Povedali smo, že velikokrat mnogi kolege so upozorili, da je stopnja določnosti v kazenskem postopku tista, ki mora biti najvišja in ki mora biti tudi najbolj strogo varovana. Gotovo med ne sodi. Zelo natančen, bom poenostavno povedal, približek oziroma popolno poistovetenje opisa kaznivega dejanja, torej storjenega kaznivega dejanja, ki se domneva, da je bilo storjeno, s tem, kako je ta opis podan v zakonu. Med tema dvema opisoma mora biti podana istovetnost, enakost, popolno pokritje. Predstavljate si po teoriji množic, da je ena množica pač opisuje zakonsko pretritev kaznivega dejanja, druga množica pa opisuje to, kar tožilec zatrjuje, da je bilo storjeno kot kaznivo dejanje, in potem to množico položite eno na drugo in mora priti do popolnega ujemanja. Vkoliko pride do odmika, da imamo neko presečno množico, se pravi, da so odmiki na eni ali na drugi strani, potem seveda niso izpolnjeni temeljni pogoji za vodenje postopkov oziroma za izrek obsodilne sodbe. Drugo vprašanje se nanaša na dejstvo, ki je pravno dejstvo, ki je znano in prastaro in ki izhaja iz tega, da morajo biti osnovni bistveni elementi kaznivega dejanja, to so čas, kraj in način storitve kaznivega dejanja dovolj jasno določeni, da lahko omogočijo vsem obdolžencem učinkovito obrambo. Kajti, če tega ni, potem seveda obdolženci se ne morejo učinkovito braniti, ne morejo zatrjevati alibija, ne morejo predložiti protidokazov, so enostavno v položaju, ki ga v literaturi ne nazadnje zelo nazorno opisal Kafka v svojem znamenitem delu Proces. Nimaš možnosti učinkovite obrambe. Prav učinkovita obramba je tista, na katero so zelo pozorni tudi mednarodni pravni dokumenti, o katerem sem govoril na začetku, in seveda tudi posredno tudi slovenska ustava. To je naslednje vprašanje, ki pomeni seveda eno od velikih problemov, ki v tem postopku niso bila rešena tako, kot bi morala biti rešena. No, so še nekateri drugi pomisleki in očitki, vendar se na tem mestu sam ustavim in prepuščam besedo naprej zlasti pojasnjevalno določenih specifik in podrobnosti s stališča kazenskega prava.